Zelo lahko je kakšno stvar ukiniti, ampak zelo težko jo je potem vzpostaviti nazaj. Takrat na začetku mandata sem se znašla v kar hudi dilemi. Ali opraviti težko nalogo finančne sanacije Filozofske fakultete ali pa prepustiti sanacijo zunanjemu upravitelju, ki bi prav gotovo ukinil študijske programe, morda tudi koga odpustil, pa ukinil tudi raziskovalna področja. Sestavila sem ekipo, moram omeniti prodekane, najprej kolege Martina Germa, Predraga Novakoviča in Gregorja Perka. In tej ekipi se je potem v drugem mandatu leta 2015 pridružila še prodekanja Tatjana Marvin. Z velikim žarom in z najboljšimi nameni smo se lotili dela in z sodelovanjem tako pedagoških kot nepedagoških kolegov v bistvu nekako počasi uspeli, obrnili številke v pozitivno smer in predvsem vzpostavili neko pozitivno klimo na fakulteti. Odnosi prej so bili kar precej komplicirani in to je bila tudi naša osnovna skrb. Nekako ta povezanost, humanistična povezanost med nami me je v bistvu nekako napolnjevala s to vsakodnevno energijo, sprotni rezultati, ki so bili dobri in za neko skupno dobro in za ohranitev številnih področij, tudi majhnih oddelkov, majhnih raziskovalnih področij, do izboljšati odnose med ljudmi, popraviti kadrovske krivice. Naredili smo številne prevedbe visokošolskih učiteljev na asistentskih delovnih mestih. Skušali smo ublažiti posledice ZUJF-a in nenazadnje, kar mi je posebno veselje, na koncu drugega mandata nam je uspelo stalno zaposliti na fakulteti tudi 14 čistilk. Spodbujali smo zaposlene k prijavljanju čim več projektov in v tem času smo pridobili prestižen evropski projekt ERC, prvi projekt v Sloveniji z področja humanistike. Potem vzpostavili smo ponovno materialna sredstva za raziskovanje za vsakega zaposlenega pedagoškega in raziskovalca. Hkrati pa moram reči, da smo vzpostavili tudi zelo dobre odnose z rektoratom, sodelovali z univerzo, številnimi projekti, kot je na primer širitev kar nekaj slovenskih lektoratov po tujih univerzah in pa seveda vzpostavitev brezplačnih tečajev za vse tuje študente in za tuje zaposlene. Skratka, ta skrb za slovenščino in ta povezava tudi z rektoratom, z vodstvom univerze je bila res ena lepa izkušnja. Zato bi morda prebrala odlomek iz Don Kihota, iz drugega dela Cervantesovega romana. In sicer, ko Don Kihot piše pismo svojemu oprodi Sanču Pansi, ki je končno postal guverner. Poročajo mi, da vladaš, kakor da bi bil človek, in da si človek, kakor da bi bil žival. Zakaj tako od sile ponižen si v svojem vedenju? Da si pridobiš srca njih, ki jim vladaš, moraš med drugim storiti dvoje. Predvsem moraš biti z vsemi na moč vljuden. Kot drugo pa moraš poskrbeti, da bo živeža v izobilju. Zakaj nije stvari, ki huje zadene siromake v srce, kakor stradež in pomankanje. Ne izdajaj mnogih odredb, ako pa jih boš izdal, poskrbi, da bodo dobre, predvsem pa, da se jih ljudje držijo in jih izpolnjujejo. Bodi oče vrlinam in očim pregreham. Ne bodi vselej neizprosen in vselej prizanesljiv, marveč izberi sredino med tega skrajnostima. Zakaj v tem je srž razumnosti. Izkaži se hvaležnega. Nehvaležnost je namreč hči napuha in eden najhujših grehov, kar jih poznamo. Človek, ki je hvaležen njim, ki so mu storili kaj dobrega, s tem izpričuje, da bo hvaležen tudi Bogu, ki mu je izkazal in mu venomer izkazuje toliko dobrot. Moramo ohranjati svobodo
mišljenja, neodvisnost akademskega mišljenja, mislim, da je to bistvo. Odlično smo sodelovali študenti, študentskim svetom, s prodekanjo, dvema prodekanjama, študentkama in vedno sem poslušala tudi njihove vizije in seveda tudi njihove kritike. To je bila nekako moja vizija, da se moram iz kritik naučiti in da spremenim mnenje. In če nekako strnem ta dva mandata, morda z besedami nekega slogana, ki se je znašel na pariških ulicah leta 1968, ki pravi Soyez realist, demandez impossible. Torej, bodite realisti, zahtevajte nemogoče.